Športniki in glasbeniki se tekom sezone soočate s številnimi obveznostmi, tekmovanji, dolgimi in težkimi treningi, vajami, ki jih morate po večini usklajevati še s študijskimi obveznostmi. Če počitek ni zadosten, nastane povečano tveganje za poškodbe, dolgotrajna izpostavljenost stresu vpliva na zmanjšano delovanje imunskega sistema, kar lahko poslabša našo odpornost. Na psihološki ravni se hkrati lahko začnejo pojavljati upad motivacije, negativna čustva, težave s koncentracijo, spominom in drugo. Glede na izjemen vpliv posledic previsokih in dalj časa trajajočih zahtev iz okolja, sodobna znanost regeneracijo smatra kot temeljni del trenaže ali vadbenega procesa. Ključno vlogo pri ohranjanju energije, rekuperaciji živčnega sistema, zagotavljanju optimalnega delovanja in krepitvi imunskega sistema ima spanje. Spanje je naravno, ponavljajoče in reverzibilno biološko-vedenjsko stanje. Spremlja ga relativna nepremičnost, zmanjšana zaznavnost okolja in spremenjeno stanje zavedanja. Je osnovna fiziološka potreba in predstavlja približno 20 do 40% dnevnega življenja posameznika. Pri spanju govorimo o dveh osnovnih fazah, ki se ciklično izmenjujeta. Faza brez hitrega premikanja oči, angleško non-rapid eye movement ali NREM, in faza hitrega premikanja oči, angleško rapid eye movement ali REM. NREM spanje lahko ob hrupu ali svetlobi z lahkoto prekinemo. V njem se pojavlja manj mentalne aktivnosti. Skozi 4 stopnje NREM spanja se bitje srca, dihanje, temperatura in pretok krvi skozi možgane zmanjšujejo. V vsaki NREM stopnji gre za globlji spanec, postopno upočasnitev presnove in znižanje telesne temperature ter zmanjšanje gibalne aktivnosti. V tej fazi so oči negibne, ritem dihanja je enakomeren, oseba pa je mirna. Drugi del spanja predstavlja faza REM, ki traja približno četrtino celotnega časa spanca. Ena epizoda te faze pa traja od 20 do 30 minut. Značilno je trdno spanje, iz katerega posameznika težko prebudimo. Kljub povečani možganski aktivnosti je namreč značilno zmanjšanje mišične aktivnosti. Aktivna so le očesna zrkla, po čemer je faza poimenovana, in pa trebušna prepona, ki se nepravilno krči. Za REM fazo je značilno sanjanje, ki omogoča predelavo dnevnih dogodkov. Med sanjanjem možgani proizvajajo signale za gibanje, vendar pa se telo zaradi zaviranja motoričnih nevronov v možganih ne premika. Vse te faze skupaj predstavljajo en cikel spanca, ki navadno traja od 90 do 110 minut, ponovi pa se približno 6-krat na noč. Potek faz ni nujno vedno linearen. Spanje se vedno začne s stopnjo 1 NREM spanca, potek ostalih stopenj pa je lahko različen. Ustrezno spanje pomeni, da je zadovoljena dovolj velika količina spanja. Dodaja se še pomembnost ustreznega cirkadialnega ritma in dobre kvalitete spanja ter odsotnost katerekoli izmed motenj spanja. Priporočila o ustrezni količini spanja za pozitiven vpliv na obnovo telesa se razlikujejo glede na starost posameznika. Svetovno združenje za medicino spanja pravi, da je za odrasle potrebnih vsaj 7 ur spanja. Nekatere raziskave za športnike in glasbenike, pri katerih so vsakodnevni napori lahko zelo intenzivni, pa priporočajo, naj spanec traja še nekoliko dlje, v povprečju od 7 do 9 ur. Kvaliteto spanja težko natančno opredelimo. Navadno opazujemo subjektivno mnenje, občutek spočitosti, ure spanja in spanec brez motenj ali pa zadovoljstvo s spanjem, ki mora trajati dovolj dolgo, biti učinkovito in zagotavljati energijo za dnevne aktivnosti. Potreba po spanju je nekoliko individualna, zato je smiselno, da nekaj dni spremljate svoje spanje v obliki dnevnika. Beležite lahko, koliko spite in v katerih urah, ter na to ocenite, kako spočiti se počutite, ko se zbudite. To vam lahko pomaga najti povprečen čas spanja, ki vam najbolj ustreza. Za izboljšanje kakovosti spanca je bistvena vzpostavitev dobre higiene spanja. Da torej razvijemo navade in upoštevamo načela, po katerih v skladu z znanstvenimi dognanji izboljšamo pogoje, v katerih spimo.
Dobro je, da vedno hodite spat in vstajate ob isti uri. Počitki čez dan naj bodo kratki, nekje do 45 minut. Odsvetuje se tudi popoldanske počitke po 15. uri, saj zaradi njih zvečer težje zaspimo. Pred spanjem se je priporočljivo sprostiti. Zadnjih 45 ali vsaj 30 minut pred spanjem naj bo rutinskih, ko ne delamo več nič takega, kar bi nas vznemirilo. Kopel pred spanjem vpliva na padec telesne temperature, kar spodbudi občutek zaspanosti. Hkrati pa se tudi umirimo in posledično lažje zaspimo. V primeru, da ne moremo zaspati več kot 20 minut, je bolje, da vstanemo iz postelje in počnemo nekaj sproščujočega, dokler ne postanemo zaspani. Ko se na to vrnemo v posteljo, bo začetek spanja lažji. Pomembno je, v kakšnem okolju spimo. Uporabljajte primerno ležišče, vzglavnik in posteljnino. Poskrbite, da je prostor prezračen ter vam primerne temperature. Priporoča se, da spimo v temnem in hladnem okolju, v katerem ni elektronskih naprav. Vsaj pol ure pred spanjem odložimo telefone, tablice in računalnike. Modra svetloba iz ekranov, čeprav mislimo, da smo jo izklopili, onemogoča umiritev. Tako v tem času beremo ali poslušamo glasbo. Če imamo v sobi slučajno televizijo, je vklopljena televizija še vedno manj škodljiva kot telefon, saj je precej dlje od nas. Tako tudi ogled kakšne serije lahko predstavlja rutino, ki nas umiri. Na spanje vpliva tudi naše vedenje čez dan. Telesna vadba lahko pozitivno vpliva na spanje. Dobro je, da smo aktivni vsaj 30 minut večino dni v tednu, kar za športnike načeloma seveda ni izziv. Pozorni pa moramo biti, da ne treniramo prepozno zvečer. Z vadbo zaključimo vsaj 2 do 3 ure pred spanjem. Čez dan si moramo vzeti čas za izpostavljenost dnevni svetlobi vsaj 30 minut. Priporočljivo je, da se zjutraj ob prebujanju izpostavimo močni svetlobi, zvečer pred spanjem pa osvetlitev zmanjšamo. Obilni obroki pozno zvečer lahko motijo spanec, zato je pri vnašanju hranil v naše telo smiselna načrtnost. Negativno vpliva tudi prekomerno uživanje tekočine, saj se posledično ponoči prebujamo zaradi potrebe po uriniranju. Dobro je, da se izogibamo mastni, pekoči ali sladki hrani ter omejimo vnos kofeina in nikotina, saj lahko njuni učinki pri odraslih osebah trajajo kar 7 ali 8 ur. Ob tem je pomembno omeniti tudi energijske pijače, pri katerih je kofein glavna sestavina. Njihova poraba je med mladimi v visokem porastu. Med kratkoročnimi učinki uživanja so spremembe v ritmu bitja srca, povišan krvni pritisk, pojavijo se tudi spremembe v delovanju živčnega sistema. Zaužitje večje količine kofeina se odraža v nemiru, anksioznosti, nespečnosti, glavobolih in tresavici, kar nam onemogoči normalno funkcioniranje. Ker energijske pijače po večini vsebujejo večje količine sladkorja, se poveča tveganje za razvoj debelosti in z njo povezanih bolezni. Nekatere raziskave uživanje energijskih pijač povezujejo tudi s slabšim psihološkim blagostanjem ter večjim nihanjem razpoloženja. Še posebej je potrebna previdnost zaradi diuretičnega učinka kofeina, ki lahko ob intenzivnih vadbah in treningih povzroči dehidracijo. Tvegano pa je tudi njihovo uživanje z alkoholom, ki se prav tako odsvetuje za bolj kakovosten spanec. Z njegovim uživanjem namreč skrajšamo čas REM spanca, vpliva pa lahko tudi na motnje dihanja, ki se pojavljajo čez noč. Za učinkovito regeneracijo in delovanje, tako namesto z dodatki, najbolje poskrbimo z uravnoteženo prehrano, ki vključuje pitje zadostnih količin vode ter z dobro spalno higieno. Pri glasbenikih je problematično, da se številni nastopi zavlečejo pozno v noč. Urniki športnikov in glasbenikov nasploh pa so lahko zelo razgibani, zaradi česar je včasih težko vzdrževati stalno spalno rutino. Ob daljšem trajanju neuravnoteženega ritma se lahko pojavi izgorelost, ki pomeni stanje fizične, čustvene in duševne izčrpanosti, nastopi pa kot posledica dalj časa trajajočih zahtevnih obremenitev.
Posameznik je postavljen pred zahteve, ki presegajo njegove sposobnosti, zaloge energije in moči. Ker pri izgorelosti ne gre le za povprečno utrujenost, je ne moremo ustaviti zgolj s krajšim počitkom. Potreben je daljši odmor, ki lahko traja tudi celo sezono in med katerim se spočijemo tako na telesnem kot na psihičnem nivoju. Potrebno je omeniti tudi, da glasbeniki in športniki veliko potujejo preko časovnih pasov, kar dodatno obremenilno vpliva na njihov organizem. Načrtovanje takšnih potovanj je odvisno od več dejavnikov, od lokacije potovanja do trajanja odsotnosti. Še vedno pa najpomembnejše strategije prilagajanja predstavljajo regulacija prehrane, telesne aktivnosti in izpostavljenosti svetlobi ter počitek oziroma spanje v ustreznem času. Mednarodni olimpijski komite je spanje označil za enega izmed najbolj pomembnih dejavnikov pri uspešnosti športnikov in njihovem mentalnem zdravju. Iz tega lahko sklepamo, da se zavedanje pomena spanja v krovnih organizacijah širi. Kvaliteten spanec prispeva k boljšemu razpoloženju, odzivnosti, zbranosti in natančnosti, povečuje verjetnost sprejemanja dobrih odločitev, kar je pri športnikih in glasbenikih nujno, da lahko uspešno zasledujete svoje cilje ter opravljate vsakodnevne naporne treninge in vaje. Dobro spanje vpliva na boljšo učno sposobnost, saj krepi pozornost, spomin in ustvarjalnost, ter se tako povezuje tudi z uspešnim opravljanjem študijskih obveznosti. V današnji storilnostno naravnani družbi pomen spanja pogosto podcenjujemo. Pomembno je zavedanje, da je kvalitetno spanje predpogoj, da smo v storilnostnih situacijah sploh lahko uspešni. Tako bodo recimo neprespane noči z namenom priprave na izpit v bistvu negativno vplivale na naše zmožnost učenja in zapomnitve, kar je verjetno v popolnem nasprotju z našimi cilji. Spremembe, ki jih načrtujemo, naj bojo postopne in uresničljive, ter naj omogočajo sprotno spremljanje napredka in potrebnih prilagoditev.